Na prvi seji prejšnjič nismo uspeli sprejeti sklepa o tem, katera gradiva bomo pridobivali. Potem so na pobudo 3 poslancev je bil določen prvi sklop gradiv, ki jih bomo zahtevali, in potem na pobudo še 3 poslancev tudi drugi sklop. Tako da smo včeraj imeli drugo sejo preiskovalne komisije, na kateri smo potrdili zapisnik prve seje in tudi pač pregledali, katera gradiva so v rokih prišla. Namreč postavili smo 2 roka, 15. januar in 20. januar. In kar nekaj stvari smo prejeli, vendar praktično zadnje dni, tako da je bilo nemogoče pripraviti dokazni sklep, zato tega, kljub temu, da je bilo napovedano za včerajšnjo sejo, na drugi seji nismo sprejeli, ker ga pač enostavno ni bilo možno pripraviti. Zdaj, mogoče, da vam povem, katera gradiva smo zahtevali in katera smo tudi dobili, ker sem s tem seveda seznanila tudi ostale člane komisije. Naslovili smo pobudo oziroma zahtevo na mestno upravo Mestne občine Ljubljana v zvezi z nakupom stanovanj. 14. januarja so nam to potem poslali oziroma zanj javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Potem nadzorni odbor Mestne občine Ljubljana je posredoval stvari Komisija za preprečevanje korupcije. S tem, da predsednik Komisije za preprečevanje korupcije meni, da nam sicer ni dolžen posredovati teh dokumentov, ki jih od njega zahtevamo. Jaz mislim, da temu ni tako, zato sem vam v gradivo tudi dala njegov dopis, v katerem pač meni, da oziroma v katerem nas obvešča, da je komisija ocenila, da zahteva zanjo ni zavezujoča, in tudi razlago, zakaj misli, da je temu tako. Posredoval nam sicer je dokumente, vendar pravi, da na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja v tem primeru si pač upamo domneva, da nam pošilja gradivo selektivno, s čimer se pa seveda ne moramo strinjati. Tako da bomo pregledali, kaj od gradiv je posredoval, in verjetno tudi odgovorili na to njegov dopis, v katerem ugotavlja, da iz teleološke razlage zakona in iz obrazložitve predloga zakona izhaja, da ima preiskovalna komisija možnost, da se obrača na sodišče in druge državne organe, vendar pa je z dogmatično razlago 14. člena zakona o parlamentarni preiskavi moč ugotoviti, da komisija kot samostojen državni organ ni zavezanec za predložitev dokumentacije, s katero razpolaga. Ta dopis imate tudi v mapah, ki sem vam jih posredovala. Torej, jaz mislim, da status Komisije za preprečevanje korupcije ni popolnoma nič drugačen kot status kateregakoli drugega organa v tej državi, naprimer Računskega sodišča ali koga drugega. Prav tako je ustanovljen oziroma ga je ustanovil Državni zbor. Podeljeno mu je javno pooblastilo, da izvaja uresničevanje resolucije o preprečevanju korupcije. Res je samostojen, absolutno tega nihče ne zanika, kar pomeni, da se pač nanj ne more vplivati oziroma da je samostojen, ne pomeni pa to, da ni dolžen poročati komisiji oziroma ji posredovati dokumentov, ki bi jih za svoje delo potrebovali. Poleg tega, tako kot drugi, financirani iz proračuna, zato mislimo, da je skratka dolžen, tako kot vsi drugi organi, o čemer govori 14. člen zakona o preiskovalni, zakon o parlamentarni preiskavi. Če vam preberem 14. člen, vlada, upravne organe, organizacije, ki upravljajo javno službo, in vsi nosilci javnih pooblastil so dolžni kadarkoli dovoliti preiskovalni komisiji ali njenim pooblaščencem dostop do dokumentacije, s katero razpolagajo, izdati potrebna dovoljenja za pričevanje ter predložiti spise. Zdaj, če nadaljujem, kaj smo še dobili, torej od Komisije za preprečevanje korupcije smo nekaj gradiv prejeli, ampak kot rečeno, na podlagi zakona o dostopu javnih informacij, ne pa vse tisto, kar smo zahtevali. Zaprosili so pa za podaljšanje roka, torej bomo še nekaj gradiv prejeli. Z generalnega državnega oziroma vrhovnega državnega tožilstva, od generalne državne tožilke, smo prav tako prejeli predlog za podaljšanje roka, dokumentacijo pripravljajo. Stanovanjski sklad Republike Slovenije nam je včeraj posredoval dokumente, nadzorni svet Stanovanjskega sklada prav tako včeraj.
Od Računskega sodišča smo dokumentacijo prejeli 11. januarja, od Univerze na Primorskem včeraj, upravni odbor Univerze na Primorskem pa dokumentov ni posredoval. Ministrstvo za zdravje je del dokumentacije poslalo 12. januarja, sicer so pa zaprosili, da jim podaljšamo rok. Osnovne informacije, se pravi razpisi pogodbe in odločitve v zvezi z onkološkim in pediatrično kliniko, nam bodo posredovali v pisni obliki, druge stvari pa na CD-ju. In v komisiji smo se tudi dogovorili, da bodo člani komisije prejeli vse stvari v elektronski obliki, te dokumentacije enostavno preveč, da bi to vse kopirali. Že od glavne pisarne do mene so stvari potovale 3 dni, ker je pač to treba prefotokopirati in vnesti v naše evidence. Naslednjo sejo komisije načrtujemo v začetku meseca februarja, ko bomo, upam, lahko pripravili dokazni sklep. Jaz sem želela na začetku, da bi si res razdelili področje, torej da bi teh 6 sklopov razdelili in da bi se skoncentrirali v prvega pol leta na en sklop, na to drugega. Tudi zaradi dokumentacije, ker je pač to potrebno pregledati. Zdaj enostavno je tega preveč za vseh 6 sklopov. Mi bomo šli tako, kot sem predlagala, in tako bom tudi vodila stvari po vrsti in bomo pač poskušali najprej urediti eno stvar, drugo, tretjo, ker z vsemi 6 naenkrat se ukvarjati je popolnoma nemogoče.